Velika radost je bila v Kurentovem srcu, ko se je napotil v dolino. Občutil je, da je ves od vrha do tal tako močan in poln zaupanja, kakor ni bil nikoli poprej. Ko je stopil iz gozda, je pogledal na rosno jutranjo pokrajino pred seboj in spreletela ga je neznana sladkost ob toliki lepoti. Z živimi očmi je videl cvetočo dolino, ki se je na obzorju topila v srebrno luč. Z očmi svojega srca pa je videl vso domovino, od Štajerskih poljan do morja. O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je odmerjal lepoto, ko je delil na svetu od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih poljan, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strmel nebo s slepimi očmi in prosijo milosti. Na koncu mu je ostalo polno prgišče lepote. Raztresel ga je od Štajerskih goric do strme tržaške obale, od Triglava do Gorjancev in rekel, veseli ljudje bodo živeli tod. Njih govorica bo pesem in njih pesem bo vriskanje. Da pače Od tod pa če v smrt ali v paradiž, na pot. Še črna smrt bi bila temu srcu paradiž. Šel je pred njimi, kakor apostol pred učenci, in njegove gosli so pele. Na pot. Nič ne sprašuj, ali na desno, ali levo, ali na sever, ali na jug. Ne vprašaj, romar, za ljubezen, ne za vdanost, ne za zvestobo. Le eno imaš, kar je tvoje, to ohrani. Življenje,
Vse si izgubil, vse si zapravil, gol si in lačen. Reši to zadnje bogastvo. Ne mudi se, beži. Lahke in urne so bile romarske noge. Veselo upanje jih je priganjalo, oči so jim bile svetlejše, zvedrila so se lica v Ameriko, v odrešenje, kamorkoli. Pesem, mladost, upanje, kakor svetel plamen je planilo do neba. Več ni bilo nagubanih lic, ne objokanih oči, ne trepetajočih nog. Napotili so se bili črni pogrebci. Ko so prišli do cilja, so bili beli svatje. Sonce pred njimi in brezkončna svoboda. Za njimi ječa in noč. Na barko, na pot. Kurent je gledal za njimi, gledal za veselimi romarji, gledal za njimi, ki so jadrali v 9. deželo. Še je slišal njih vriskanje, še je videl sončna jadra, še je slišal njihovo pesem. Še zadnjikrat se nam nasmej, o domovina, uboga, vedno ljubljena. Vedno temnejši je postajal oblak, vsa črna je bila barka. Oči so ugasnile, pesem je utihnila, v sivo meglo je utonila barka, kakor utone upanje v bridkost. Dekle ob oknu sloni, nagel črk solzo ji utira. Kje je moj fant, ne morem se žalosti ubrant. Rožmarin v oknu mi hira, prsi srci mi umira. Nagaček reci, zakaj ni dragega k meni nazaj. Nagrod solz ves rosan, tiho deklitu šepiče. Daleč tvoj dragi leži, za dom naš je dal svojo kri. Rodu in tebi zvestoba, spremljala ga je do groba. Kjer se bori partizan, tvoj dragi je tvoj pokopan. Bila je procesija, kakor je kurent še nikoli ni videl. Strašna bi bila ob belem dnevu, strašnejša je bila v mraku pod nizkim temnim nebom. Ali so se bili izkopali iz zemlje, pa si jih je še držala črna prst na licih, na rokah, na obleki? Ali so grešniki na smrt obsojeni preglodali železne verige, planili na cesto, da plešejo v blatu? Ozrl se je in rekel, ne duh življenja, duh smrti je tukaj. Še je senca, silnim korakom preko vse dežele. 1000 plakih oči je zrlo vanj. 1000 prestrašenih src je molilo. Šla je
črna senca s silnim korakom prek vse dežele. Zgodilo pa se je čudo. Nenadoma se je vzdignila od kraj poti visoka črna senca. Zazibala se je od jarka do jarka, zmerom višja je bila, temen plamen je rastel do neba. Vsi, ki so ležali na polju in na cesti, v veži in na dvorišču, so vztrepetali in so se dramili, klical jih je glas iz noči. Levkup, ti uboga gmajna, baklo prižgimo. Prižgimo jih 100, da nam bojo svetile do rabljev, do biričev. Naše meso jih je nasitilo, naša kri jih je napojila. Terjajmo svoje meso in svojo kri. Terjajmo svoje meso in svojo kri. Mi smo sejali. Žetov je naša, sušni, ustanite, Levkup, uboga gmajna. Z ceste, z njive so vstajale črne umakujoče postave. Vzdignil se je glas, kakor da bi za hribom potihom zagrmelo. Partizan, mor
kurent se je poslovil od svojega doma. Veter je zapihal od juga, v gozdu je zašumelo in zavzdihnilo. Kaj te nismo srčno ljubili, kaj ti nismo toplo postlali. Šel je, kamor je držala cesta. Ni se oziral, nič ni ugibal, nikogar ni vprašal za pot. Z lahko nogo je romal niz dol in v kreber, v hrib iz doline v dolino s hriba. Nebo je bilo oblačno, soparica pa je žgala. Ko je zazvonilo poldan od vseh mnogoštevilnih cerkva naokoli, se je odkril tudi kurent in si je obrisal z rokavom potno čelo. Tedaj se je ozrl in ugledal človeka v razoru kraj ceste. Tišina, strašnejša od smrti, je butnila v izbo. Gneča je ustrepetala, omahnila in se zgrudila. Kakor so se objeli, tako so padli drug preko drugega. Kurent je gledal nanje in bilo mu je, kakor da gleda na mrliče, ki jih je vzela kuga in so jih pometali vse skupaj v smrdljivo, strupeno jamo. Nobeno lice ni imelo krvi, nobena dlan se ni zganila, izpod trepalnic so bledo gledala očesa, usta so bila odprta, pa še hropla niso in nad njimi je umirala rdeča, sajasta luč. Kam? Je vprašal kurent. Vprašal je, pa je sam že vedel odgovor v svojem srcu. Le na pot, kamorkoli. Kadar odpre jetnik železna vrata ali vpraša, kam da cesta drži. Le iz ječe, le iz trpljenja, pa kamorkoli. Kurent je pogledal vso procesijo od začetka do konca. Videl je starce in otroke, fante in dekleta in na obrazih vseh je bilo napisano le od tod, le iz ječe, pa kamorkoli. Morda je dežela na svetu, ki je bolj blagoslovljena. Ali če je ni, smrt je to lažnica doma in drugod. Z Bogom, ti črna domovina, ti lačna in žejna mati, ki stojiš na pragu in gledaš za svojimi sinovi, pa nimaš poguma, da bi jih poklicala. Nikoli ne bom nehal misliti nate, dokler bo v srcu zadnja kaplja krvi. Vse sem ti dal in vse bi ti dal. Le svoje mladosti ti dati ne smem.
Spoštovane tovarišice in tovariši, borci in borke narodnoosvobodilne vojne, spoštovana dr. Zora Konjajev, spoštovana predsednica uprave, spoštovani gospod župan, predsedniki in člani veteranskih in domoljubnih organizacij. Besede pravzaprav po vseh posnetkih in pa po vsebini povedanega danes večer skoraj da ne bi bile potrebne. Potrebna je samo misel, katera nas lahko ponese v našo preteklost in pa seveda pogled v današnji čas, kaj se dogaja okrog nas. Pa vendar, zaradi človeka, zaradi katerega smo se danes večer zbrali, da se ga spomnimo in seveda, da tudi povemo, kaj si mislimo o tem času in kaj si vsak človek na tem svetu želi. Kajti tu se je rodil, tu v Pirničah in tu preživel tudi del svojega otroštva. Franc Rozman Stane, mladenič, ki je želel postati vojak, pa je postal general. Španski borec, ki se je kalil od podčastnika in nato častnika na različnih dolžnostih in po umiku iz Španije nekaj časa preživel v francoskih taboriščih. V domovino se je vrnil z Nemčije, kjer je živel kratek čas do julija 1941 in se kasneje pridružil slovenskim partizanom. V obdobju od pomladi 1942 je poveljeval različnim partizanskim enotam in bil 13. julija 1943 imenovan za poveljnika glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Danes lahko to dolžnost primerjamo z dolžnostjo načelnika generalštaba Slovenske vojske in Franc Rozman Stane je bil na čelu takratne slovenske partizanske vojske, ki pa je nehala biti slovenska po koncu vojne, ko je bila z ukazom glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije prepodrejena takratni jugoslovanski armadi. Dovolite mi še nekaj besed o narodnem heroju Francu Rozmanu Stanetu. Priznati moram in naj mi bo oproščeno, jaz sem prepisal te besede iz govora spoštovanega Janeza Stanovnika, danes častnega predsednika Zveze borcev, človeka z veliko začetnico, ki je za heroja Staneta dejal, da ni bil samo poveljnik slovenske partizanske vojske, ampak tudi njen ustanovitelj, njen tvorec. Označil ga je za lik partizanskega, odporniškega poveljnika, vojaškega stratega z znanjem in izkušnjami, pa tudi bojevnika s čutom tovarištva do svojih soborcev. Tisto, kar me je prevzelo, pa je bila naslednja ugotovitev. Navajam. Stane ni bil politik, bil pa je državnik, ki se je zavedal, da je vojska hrbtenica države. Kot komandant slovenske vojske je vedel, da je njegova naloga braniti varnost naroda, njegovo čast in dostojanstvo. 7. novembra 1944 je izgubil življenje v preizkušanju orožja, minometa, kar samo potrjuje navedbe Janeza Stanovnika o vrednotah, kot so skrb za soborce, tovarištvo, svobodoljublje in kaže tudi njegov značaj in njegovo dinamično življenje. Ne glede na to, da je bil na najvišji dolžnosti v slovenski partizanski vojski, se je želel osebno prepričati v brezhibnost in učinkovitost orožja, katerega bodo uporabljali njegovi borci. In zgodila se je smrt borca, komandanta in predvsem človeka, ki je veljal za enega najpomembnejših likov iz časov narodnoosvobodilne borbe. O Francu Rozmanu Stanetu je bilo veliko napisanega in mnogo povedanega. Mnogo besed, ki so in še danes objektivno prikazujejo takratni čas, razmere in njegova dejanja, predvsem pa odločitve, ki jih je sprejemal in ki so se dotaknile mnogih. Vojaki temu rečemo vseh, ki so vpeti v linijo vodenja in poveljevanja. Posledica odločitev v vojni je zmaga ali poraz, je življenje ali smrt in
Je veselje ali žalost? Imel sem priložnost poslušati spoštovano doktor tu prisotno Zoro Konjajev v eni izmed televizijskih oddaj, ki je dejala: v trenutku, ko si vedel, da si ostal živ, da je ta morija po svetu nehala, je bila naenkrat misel na vse tiste, ki tega niso doživeli, zelo bridka. In tudi zato je prav, da se danes spominjamo groznega trpljenja, ki ga je povzročila druga svetovna vojna in njenih velikih političnih in predvsem moralnih razsežnosti. Že pred njenim začetkom je eden od voditeljev zmagovite koalicije, Winston Churchill, jasno opredelil usodni pomen te vojne, ko je dejal: če to vojno izgubimo, se bo ves svet pogreznil v prepad nove mračne dobe, ki bo še posebno grozljiva in posebno dolga zaradi uporabe sprevržene znanosti. Od takrat je minilo več kot 70 let. 2 svetovni vojni v 20. stoletju in številne vojne, katere so bile in so še danes regionalno omejene, pa so slaba znamenja za napovedi, da bo 21. stoletje brez vojn. Navedene besede Winstona Churchilla se niso v celoti uresničile. Vojna ni bila izgubljena in svet se ni pogreznil v prepad nove mračne dobe. Pa vendar na začetku 21. stoletja doživljamo marsikaj, kar nas sili v razmišljanje, ali je človeštvo sposobno zaustaviti to drvenje sveta v smer, ki prinaša nasilje, sovraštvo, ubijanje, rušenje in zapuščanje svojih domov milijonov ljudi, ki odhajajo v neznano. Danes se Evropa na priseljence odziva strahom in neskrbno načrtovano in razumno politiko, kar še stopnjuje bojazen pred nevarnostjo nekakšnega islamskega ekstremizma. Je morda res prišlo do uporabe sprevržene znanosti ali pa mogoče sprevrženi ljudje sprevrženo uporabljajo to znanost, katera rojeva vedno nove produkte, kateri se uporabljajo za pridobivanje bogatstva peščice ljudi, da bi velika večina živela na robu siromaštva ali pa v nepopisni bedi. Kako svetovni voditelji ne ganejo slike sestradanih otrok, objokanih mater in očetov. Čeprav živimo v obdobju številnih kriz, konfliktov, živimo tudi v obdobju velikega upanja. Človeštvo ne sme obupati nad razmerami, čeprav so na prvi pogled še tako brezupne. In kot je v svoji poslanici ob svetovnem dnevu miru zapisal generalni sekretar Združenih narodov, navaja: namesto, da obupamo nad razmerami, pokažemo kolektivno odgovornost ter zahtevajmo konec brutalnosti in nekaznovanosti odgovornih za konflikte. Danes je čas, da tudi mi iz tega mesta pozovemo vse voditelje, da se zaustavijo, da razmislijo in da za mizo poiščejo rešitve, ki bodo umirile ta podivjani svet, svet pohlepa in brutalnih odnosov mednarodne skupnosti, kjer ponovno, kot v času hladne vojne, prevladuje slab pomoči in pridobitve nadvlade v svetu. Letos, ko praznujemo 70-letnico od ustanovitve Združenih narodov, je priložnost, da se doseže uresničitev temeljnih ciljev organizacije ter da se prihodnji rodovi obvarujejo pred strahotami vojne. Zato se mora prizadevanje za mir v svetu nadaljevati s še višjo stopnjo zavesti in sodelovanjem vseh z vsakim, kajti mir je mogoč tam, kjer so pravice vsakega človeškega bitja priznane in spoštovane v skladu s svobodo in pravičnostjo. Spoštovani, naj se vrnem k ugotovitvi, da je heroj Stane kot komandant slovenske partizanske vojske vedel, da je vojska hrbtenica države in da je njegova naloga braniti varnost svojega naroda, njegovo čast in dostojanstvo. In ali je potrebno tej ugotovitvi kaj dodati? Za čas, v katerem je živel in poveljeval komandant Stane, gotovo ne. Za čas, katerega živimo danes, pa prav gotovo.
Današnja prireditev v spomin narodnemu heroju Francu Rozmanu Stanetu ima svoje domoljubne in tudi zgodovinske razsežnosti. Vse poteka v času, ki je zahteven čas. Toda to je tudi čas, ki ni brez upanja. Nasprotno, to je čas, ko si moramo zaupati, verjeti drug drugemu in se ponovno vrniti k koreninam, k vrednotam partizanov narodnoosvobodilne borbe in braniteljem slovenske samostojnosti. Želim vam lep večer. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podeljuje srebrno plaketo družini Rozman iz Pirnič. Vsa ta leta od odprtja muzeja v rojstni hiši komandanta Staneta pa do danes, družina Rozman, družina Stanetovega brata Martina, skrbi za muzej, vzdrževanje hiše in urejanje njene okolice. Na voljo so vsakemu obiskovalcu, da odprejo vrata muzeja in negujejo spomin na zgodovinsko resnico. Čestitamo! Visoko priznanje, srebrno plaketo Zveze borcev Slovenije. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podeljuje srebrno plaketo televiziji Medvode. Televizija Medvode redno objavlja dogodke, obvestila in vabila na prireditve borčevske organizacije. Vse nastale prispevke pa skrbno arhivira za prihodnje rodove. V zadnjih letih je prisotna na številnih prireditvah zveze. Njen prispevek pa ni le snemanje dogodka in priprava sporočila za javnost, ampak tudi priprava scenarijev in režija. Neprecenljiv doprinos pri ohranitvi zgodovinskega spomina je tudi sodelovanje pri filmski pripovedi o komandantu Stanetu, dokumentarni zapis o taborišču Rab in dokumentarni portret o Janezu Stanovniku. Čestitamo! Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podeljuje zlato plaketo Kulturno-umetniškemu društvu Oder treh herojev Pirniče. Že s samim imenom Oder treh herojev kulturno društvo Pirniče izkazuje svoj spoštljiv odnos do treh narodnih herojev, domačinov.
Franca Bukovca, Franca Rozmana Staneta in Tineta Rožanca. Svojo dejavnost je društvo v preteklosti in tudi sedaj oblikovalo tako, da sodeluje na številnih prireditvah s tematiko NOB, tako na lokalnih kot tudi na drugih prireditvah po Sloveniji in v zamejstvu. Prisotni so na tradicionalnih vsakoletnih srečanjih, na komemoracijah, praznovanju obletnic in na drugih dogodkih. Obseg dejavnosti je izjemen. Priprava scenarijev, režija in odlična izvedba. Čestitamo! Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim. Srce vstrepeče od same sladkosti, zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kar je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo celo, da so milozvočnejši in primernejši za vsakdanjo rabo. A slovenska beseda je beseda veselja, pesmi, vriskanja, iz zemlje same je pognala, kakor velikonočno pritrkavanje. In zvezde same pojo, ko se ustavijo na svoji poti in pogledajo na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Igralec David Ahačič, vokalna skupina Kakice, vokalna skupina Soške Kresnice, baritonist Tone Habjan, harmonikar Nejc Nemec, scenarij, režija, projekcije, kot filmiče, odrih herojev in televizija Medvode.